Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Machiavelliju. Pogosto smo zgroženi nad tem, kako pribrisani in nepošteni so številni politiki, vendar ne bi smeli biti. V takšnih trenutkih se moramo spomniti in prebrati dela Niccola Machiavellija. Bil je politični svetovalec in politični mislec s konca 15. stoletja, ki je trdil, da politikov ne bi smeli imeti za nemoralne ali preprosto slabe zgolj zato, ker lažejo, prikrivajo resnico in politično manevrirajo. Po Machiavelliyevem izjemnem mnenju, dober politik ni nekdo, ki je prijazen, pošten in dobrosrčen. Dober politik je tisti, ki zna, čeprav je lahko občasno temačen in zvit, braniti, bogatiti ter prinašati čast državi, kar je prav tako izjemno pomemben cilj. Prijaznost je lahko nasplošno vrlina, vendar državljani od svojih vladarjev najbolj potrebujejo učinkovitost. To pa lahko zahteva tudi uporabo nekoliko temnejših metod. Ko razumemo to osnovno zahtevo, bomo nad politiki manj razočarani in jasneje bomo vedeli, kaj od njih pričakujemo. Niccolò Machiavelli se je rodil v Firencah leta 1469. Njegov oče je bil odvetnik, zato je Machiavelli dobil obsežno formalno izobrazbo in svojo prvo zaposlitev kot tajnik mesta Firenc. Kmalu po njegovem imenovanju pa so Firence pretresli politični pretresi. Družina Medičejcev, ki je mestu vladala 60 let, je bila izgnana. Sledila pa so desetletja politične nestabilnosti in nemirov. Posledično je Machiavelli doživel številne karierne preobrate. V nekaj desetletjih je iz pomembnega diplomata postal delno uspešen general. Nato sovražnik države, po vrnitvi Medičejcev na oblast pa je bil mučen in izgnan. Čeprav kot politik ni bil posebej uspešen, se ga danes spominjamo kot velikega misleca, zaradi njegovih del, kot so Vladar in Razprave. Vladar. V tem delu je obravnaval osrednji politični problem. Skoraj nemogoče je biti hkrati dober politik in dober človek v tradicionalnem krščanskem pomenu besede. Po Machiavelliju je najpomembnejša dolžnost dobrega vladarja braniti državo pred zunanjimi in notranjimi grožnjami ter zagotavljati stabilno oblast. To pomeni, da mora znati bojevati vojne, še pomembneje pa je, da zna upravljati svoj ugled in ljudi okoli sebe. Ljudje ne smejo misliti, da je šibek in da ga je lahko ne poslušati. Prav tako ga pa ne smejo imeti za krutega, da bi vzbujal odpor. Delovati mora strogo, vendar razumno. Ko se je Machiavelli vprašal, ali je za vladarja bolje, da ga ljudje ljubijo ali se ga bojijo, je zapisal, da bi bilo sicer idealno biti hkrati ljubljen in spoštovan. Vendar je varneje, če pri ljudeh vzbuja strah, saj jih prav to na koncu ohranja pod nadzorom. Machiavellijevi krščanski sodobniki so menili, da morajo biti vladarji usmiljeni, miroljubni, velikodušni in strpni. Verjeli so, da biti dober politik pomeni isto kot biti dober kristjan. Machiavelli pa je trdil drugače. Bralce je pozval naj razmislijo o nezdružljivosti med krščansko etiko in dobrim vladanjem. Posebej je izpostavil primer Girolama Savonarole, dominikanskega meniha in gorečega idealističnega kristjana, ki je leta 1494 za kratek čas postal vladar Firenc. Na oblast je prišel z obljubo, da bo na zemlji ustvaril Božje mesto. Pridigal je proti razkošju in tiraniji oblasti Medičejcev, ter Firencem nekaj časa vladal kot mirni, demokratični in razmeroma pošteni državi. Vendar Savonarolov uspeh ni mogel trajati dolgo. Po Machiavelliyevem mnenju je temeljil na šibkosti, ki je spremljala pretirano krščansko dobrot. Kmalu je njegova oblast postala grožnja papežu Aleksandru VI., katerega možje so Savonarolo ujeli, mučili, obesili v središču Firenc in njegovo truplo sežgali pred očmi maščevalnih meščanov. Po Machiavelliyevem mnenju se prijaznim ljudem v politiki pogosto zgodi prav to. Namesto da bi sledili temu nesrečnemu krščanskemu zgledu, je Machiavelli predlagal, da vladar preudarno uporablja tisto, kar je imenoval virtu. Njegov pojem virtu vključuje modrost, strategijo, moč, pogum in po potrebi tudi neusmiljenost. Na nekem mestu celo uporabi paradoksalen izraz kriminalna vrlina, s katerim opiše nujno sposobnost voditelja, da v imenu države je lahko krut, hkrati postane dober voditelj. Machiavelli je navedel tudi merila, kdaj je takšna kriminalna vrlina upravičena. Vsako nasilje mora biti nujno potrebno za varnost države
Izvesti ga je treba hitro, pogosto ponoči in ga ne smemo pogosto ponavljati, da si vladar ne ustvari slovesa brezumnega nasilneža. Vsako nasilje mora biti nujno potrebno za varnost države. Izvesti ga je treba hitro, pogosto ponoči in ga ne smemo prepogosto ponavljati, da si vladar ne ustvari slovesa brezumnega nasilneža. Kot primer je navedel svojega sodobnika Cesara Borgijo, ki ga je občudoval kot človeka, ki je znal biti odločen, vendar ne pretirano krut. Zgodba gre tako, da je Cesare Borgia osvojil mesto Cesena in je svojemu najemniškemu poveljniku Ramiro dell'Orqua ukazal, naj v pokrajini vzpostavi red. Ramiro je to storil hitro in izjemno brutalno. Moške so obglavili pred njihovimi ženami in otroki, zasegli so premoženje, izdajalce so pa javno kastrirali. Nato se je Cezar obrnil proti Ramiru in ga dal prežagati na 2 dela ter njegovo truplo razstavil na mestnemu trgu, da bi prebivalcem pokazal, kdo je pravi gospodar. Machiavelli je menil, da je bilo po tem dejanju dovolj nasilja. Cezar je nato znižal davke, poskrbel za poceni žito, zgradil gledališče in prirejal festivale, da bi ljudje pozabili na preteklo nasilje ter začeli razmišljati o boljšem življenju. Kajti dober vladar, ko pride na oblast, naredi vso nasilje takoj, nemudoma in nato ljudem počasi daje bombončke, da ga bodo imeli radi in spoštovali ter se ga hkrati bali zaradi preteklih stvari. Kajti ti moraš ljudem dajati bombončke postopoma, počasi in ne prehitro in ne preveč, saj ljudje si rane lažje zapomnijo, kakor pa pohvalo. Zato mora biti pohvala stalna, ampak počasi in umirjeno. Katoliška cerkev je Machiavellija dela za 200 let prepovedala, ker je tako odločno zagovarjal stališče, da biti dober kristjan ni združljivo s tem, da si dober vladar. Tudi za ateiste in za tiste, ki nismo politiki, so njegove misli pomembne. Piše, da ne moramo biti dobri v vsem, ne le zaradi omejenih sposobnosti in verov, temveč tudi zaradi nasprotij med različnimi moralnimi načeli. Nekatera področja našega življenja, če ne politika, pa morda posel ali družina, zahtevajo to, kar pogosto imenujemo težke odločitve. V resnici gre za etične kompromise. Morda bomo morali žrtvovati krščanski ideal prijaznosti zaradi praktične učinkovitosti. Morda bomo morali lagati, da bi ohranili razmerje. Morda bomo morali prezreti občutke nekaterih zaposlenih, da bi podjetje lahko preživelo. In prav to je po Machiavelliju cena soočanja s svetom takšnim, kakršen je, ne pa s takšnim, kakršen bi si želel, da bi bil. Svet je Machiavellija še vedno hkrati občudoval in sovražil, ker je opozarjal na neprijetno napetost med 2 vrednotama, ki jo imamo radi in jo želimo združiti, čeprav to morda ni mogoče, med učinkovitostjo ter prijaznostjo, ali biti dober. Kot zanimivost, Machiavelli je napisal Vladarja za Medičejce, potem ko so ga ti dali mučiti, zaradi mučenja se nikoli ni javno pritoževal. In ta človek je dobro poznal pravila politične igre. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.